toliko, kar mora organizacija imeti, ampak morajo biti to preverjene učinkovite metode, recimo že preizkušene. To bi bilo mogoče projekt Neverjetna leta, če ga poznate ali ne. To je recimo k nam prišel iz tujine, ima zelo dobre učinke. Potem imamo tudi delovanje nevladnih organizacij, ki imajo izredno dobro strokovno podporo, kot je mogoče OMRA, so programi OMRA. Predvsem je pomembno za te programe, da so preverljivi, da dobesedno grejo skozi strokovno sito, ki je na področju zdravstva, kot najbrž veste, zelo ozko. Tako da bi mogoče za nevladne organizacije ne toliko razmišljalo to, da pride direktno v sistem takih programov, je izredno malo, ampak nekako ali olajšati delovanje nevladnih organizacij. To čisto jaz sem razmišljala, da bi mogoče ta del, ki vas zelo izčrpava, da bi se mogoče lahko povezalo več nevladnih organizacij z neko administrativno podporo. Drugi način je pa to, kar sem že rekla, bolj sistemsko, pa vsaj večletno financiranje. To, kar ste omenili, glede strupov, sem jaz slišala kot področje, ki mu na ministrstvu tudi namenjamo veliko pozornosti, zato ker je slabo pokrito, to je pa pismenost. Zdravstvena pismenost, se pravi osveščanje, ozaveščanje o zdravem načinu življenja, zdravem okolju, o skrbi za svoje zdravje, tako fizično kot psihično, in seveda izogibanje vsakršnim strupom. Kar se tiče omembe Parkinsonove sestre, to se pa opaža, kot sem prej omenila, sta mi bliže področje duševnega zdravja in pa demence. To se tudi tam opaža, da bi bila potrebna nekakšna specialistična dodatna izobrazba, in se tudi pogovarjamo. Verjetno veste, da 6. julija smo sprejeli drugo strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030 in delovna skupina še dela na vsebini akcijskega načrta in se zelo resno pogovarjamo, da so potrebe po nekem tovrstnem dodatnem izobraževanju, kjer bi pa moralo biti tudi nekako verificirano. To se pravi, da bi se razvila ena oblika tega dodatnega izobraževanja programa, na podlagi katerega bi te sestre imele potem tudi neke kompetence, status ali karkoli pač ta dodatna izobrazba omogoča. Tudi na drugih področjih pa upam, da sčasoma, da nam bo to uspelo, je pa to izredno